Ok, smo. Moje ime je Eriks in sem rojen brez rok. Baje, da se imenuje fokomelija, pomeni pa, da se rodiš brez udov. V mojem primeru so to bile roke. Poznam še enega fanta pa eno punco, ki so enako brez rok. Drugače pa ne vem, koliko bi jih lahko bilo. Po mojem nek mali procent. Ko sem bil mlajši, se nisem niti toliko skrival. Tudi ko smo bili na morjih, sem pač normalno sem šel v kopalkah in tako, ne da bi se zdaj nekaj oblačeval pa skrival. Nisem se nikogar bal. Tudi zdaj mogoče se marsikomu zdi, ker nosim dolge pulovere z dolgih rokavih, da kaj skrivam, ampak ne. V bistvu jih nosim, ker mi tako pašejo ta oblačila. Zdaj bi se lahko tudi rekel, da bi bil v kratkih in pa mi ne bi bil noben problem. Dostikrat tudi kam pridem pa se z nekom novim spoznam, pa niti on ne ve, da sem brez rok in pa če imam dolge rokave in on se me zagrabi za rokav in pol začuti nekaj tako mehkega in pol samo čudno pogleda in ja, dober dan. V bistvu dostikrat začnem pa dam ja prvi roko, da pol vidi, da to komunikacijo vzpostavimo. Vsak dan opazim, da ful ljudi buljo v mene. Ja, v bistvu, ko sem bil mlajši, me recimo malo bolj nerviralo to. Ker zdaj vsi neki gledajo na mene, kot da sem ne vem kakva pošast. In že takrat se je razvila neka ta, da sem drugačen kot v smislu, da nisem isti kot vsi, ampak da sem unikaten, sem sam svoj in nobena verzija ne obstaja enaka, kot sem jaz, kako izgledam. Mogoče so mene ljudi opredeljevali po nekih skupinah drugačnih, kot so otrok s posebnimi potrebami. Jaz sebe ne smatram, da imam kakšne posebne potrebe, ker pač imam vse potrebe, kot jih imajo normalni ljudje in mi gre ta izraz v bistvu že na živce. Pijem, jem, spim, grem na stranišče in pač nimam nobenih posebnih potreb, tako da se smatram, da sem normalen. Najbolj ne maram to, da ljudje rečejo, ti pa tega ne moreš, ker si brez rok in pol ja, čakaj, da ti pokažem, boš videl, da lahko in pol v bistvu, ko to naredim, oni so vsi, kako si to naredil, jaz si misli, da ne moreš. Čez odraščanje sem se mogel prilagajati marsikateri stvari in si jo sam sebi olajšati, ampak sem se naučil in sem dosti iznajdljiva oseba, tako da vsake stvari se prilagodim pa sem ji kos. V bistvu nimam nekih dosti prijateljev, bi se lahko reklo. Mislim, imam bi se lahko reklo nekako prave prijatelje. Večinoma sem jih že tudi sam skenslal. Tudi sam imam tak feeling, da pač občutim, a je zaradi mene, zaradi tega, ker dejansko me ima rad kot osebnost, taka kako sem, ali pa pač kot nekaj, da me neko koristi od mene, da se lahko hvali s tem ali pa nekaj takega. Nisem imel nekega bulja, da je bila ena oseba včasih pač. Bilo je več oseb, da pač jaz sem nekako tak, da sem pač vse te ignoriral, če je bil kak tu pa me nekaj hahaha zabaval. Sem bil pač ok zabave in se si boš že prej dojel, da te ne registriram in da boš prej slej odnehal. Bilo je tu pa tam, kaj jaz znam, ti si pošast, bi se lahko reklo, ali pa ti si rak ali pa nekaj takega, ampak v bistvu jaz sem zdaj iz tega naredil svoj humor, tako da jaz sem zdaj rak. Čeprav sem po horoskopu škorpijon, kar je tudi, ima klešče in jaz sem kleščar, in zdaj imam tudi nek svoj humor. Pridem v kino in bi rad naročil kokice in reče prodajalka, ja, fantek ni rokic, ni kokic. Odraščal sem se tudi bolj sprijaznil s tem in zdaj v bistvu, če mi kdo kaj reče, samo se nasmejem, pač ker s tem tudi v bistvu človek, če nekoga obsoja, pokaže, koliko je on nizek in pač ne mentalno razvit. Če koga kaj zanima, vprašam, nisem zdaj nekaj, da bi o sam sebi vsakemu nekaj govoril, nisem tak, da bi sebi skozi postavljal, oh my god, gledajte moje roke, pač da bi vsem ljudem pozornost usmeril na to, ampak pač, če te kaj zanima, bom odgovoril z veseljem. Sem treniral nogomet včasih eno leto in pol se nisem videl v tem, pol sem prešel na breakdance eno leto, pol sem prešel na hip-hop eno leto, zdaj sem šel na skejtanje. Pač ne vem, rad izprobavam nove stvari in pač iščem nekaj, v čem bi se našel. Trenutno me pač skejtanje dosti ugaja, drugače pa mogoče bom še kdaj v življenju s čim novim začel ukvarjati, ne vem.
Ja, ko sem bil mali, že do 7. leta, sem nekaj kricekrate z nogo opazil in takrat je tudi moja mama videla, da imam nek ta potencial za risanje, da bi rad se v življenju ukvarjal z risanjem, da me to veseli. In me je 7. letom prvič peljala na delavnice teh slikarjev, ki rišejo z usti ali pa z nogami. In tam sem pač videl te vse slikarje, ki rišejo, ki so na invalidskih vozičkih ali pa tudi ne in rišejo z nogah ali pa z ustih. Sem tam dobil neko motivacijo za slikanje. Potem sem se s 7. letom včlanil v to društvo in z 11. letom sem tudi postal njihov štipendist. Zdaj imamo tudi večkrat na leto tudi kakšne razstave in delavnice slikarske po Ljubljani ali pa po drugih krajih. In tam kažemo naše risbe, slike in pač tudi ljudem kažemo v živo, kako rišemo, da nas tudi lahko kaj vprašajo. Drugače pa tudi so te na leto, ko so kakšne čestitke pa pač njihovi izdelki, ko so z našimi motivi, kakšne deke ali pa kaj, ali pa skodelice tudi prodajajo se, tako da ja. No, trenutno nimam nobenega punce, ker bi pač trenutno rad sam sebe osamosvojil najprej in naredil si svojo kariero. V bistvu moja želja je že od vrtca, da bi postal igralec in v bistvu zdaj tudi nekako delam na tem. Naslednje leto bom probal iti na AGRFT, se probati na spremcih. Zdaj se tudi že par let učim raznih dramskih sposobnosti in veščin, hodim na razne te tečaje, drame in igre. Šele pol bi začel razmišljati o partnerjih, drugače pa trenutno ne. Ne potrebujem nobenega. Poznam tudi ljude, ki so brez rok, pa imajo partnerje, ki niso brez rok in so recimo bolj srečen par kot pa nekdo, ki je normalen. Ljudje, ki pač so brez rok, pa so zdaj že odrasli, pa imajo par otrok, večinoma njihovi otroci nimajo te diagnoze. Ko sem bil mlajši, sem bil mogoče žalosten zaradi tega, ker nekaj stvari nisem enako mogel delati kot ostali, ampak sem se pač prilagodil tak, kakršen sem in pač vse delam z nogami, moje noge so moje roke. Imam to sposobnost, da se lahko pač prilagajam in neko stvar naredim po svoje. Nam vsem, ki me poznajo, je to normalno in po moje bi bilo vsem čudno, če bi imel roke, če bi jih zdaj kar naenkrat dobil. Tako da pač tak sem unikaten na nek način. To je bilo to od tega videa. Upam, da ste spoznali kaj novega o meni in tisti, ki me že poznate, da ste spoznali kaj več o meni. Če mi bi ta video všeč, mi dajte like, se subscribite na Džunglin kanal in pišite v komentarje, koga bi radi videli naslednjič v takem serialu, ker bomo zagotovo govorili še več o takih temah. Teda ja, mi se vidimo v naslednjem videu, do takrat pa čau!